Uvod v jutrišnjo akcijo se je zgodil že danes. Poleg malčkov in šolarjev so okolico čistili tudi dijaki srednje ekonomske šole, ki smo jih ujeli na Grabnu. Jaz menim, da je to zelo dobro za okolje, pa za naravo, da se vsaj kaj pospravi, pa tudi, da si pomagamo med seboj, pa da se združimo malo z naravo. Vsakič, ne vem, dvakrat na leto so te posebne odpadke, pa bi ljudje lahko bili malo bolj tako prijazni do okolja, pa bi lahko na te odpadke pospravili drugam, ne v naravo. Projekt Očistimo Slovenijo letos poteka v sklopu globalne pobude Očistimo svet 2012. Slovenski prostovoljci bodo del večmilijonske množice, ki bo od marca do septembra v 70 državah izvedla enodnevne čistilne akcije. Cilj projekta Očistimo Slovenijo 2012 je povezati 250 tisoč prostovoljcev v skupni okoljski akciji. Se pravi, jutri je konkretno, koliko se bo nabralo, osveščeno, da se to več dogajalo. Pritisnem tudi na pristojne organe, republiške, mislim državne, občinske, da se to stopi na prste tem ljudem, ki to delajo. V jutrišnjo akcijo bodo močno vpeta komunalna podjetja, tudi novomeška komunala, ki bo poskrbela za odvoz odpadkov, te pa bodo pobirali tudi zaposleni. Morda na tem našem dolenjskem prostoru, v tem okolju, ne bo morda tista čista očiščevalna akcija, ampak bomo rekli morda nekoliko več v smislu urejanja okolja. Odpadki seveda se zberejo ločeno, kot sem že poudaril, in pripravijo na nekih privzemnih mestih. Potem pa seveda bodo ti organizatorji nam sporočali te lokacije, od koder bomo to mi naložili in pa odpeljali na zbirne centre. Štukelj pričakuje, da bodo zbrali do 10 ton odpadkov, poleg tega tudi precej kosovnih. V akciji leta 2010 so sicer zbrali približno 250 ton komunalnih odpadkov.